Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Drage poslušalke, dragi poslušalci in vse gledalke, gledalci. Danes je z mano dr. Dan Podjed, antropolog, sodelavec ZRC SAZU, ampak da ne odstopam od svojega običaja, gospod Podjed, a se lahko predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? Sem Dan Podjed, antropolog, zelo na kratko. Delam res na ZRC SAZU, tudi na IRI-UL, Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. Tudi na filofaksu? Učim na Filozofski fakulteti, sem pa mož, oče, ljubitelj knjig. Najraje bi se tako predstavil, ker so to 3 moje prioritete v življenju. Zdaj že vem, v tem vrstnem redu. Žena, otroci, knjige. Zelo lepa predstavitev. Za uvod, preden skočiva v najin pogovor, če vas vprašam, kaj je ena od najbolj povednih gest današnjega časa? Kaj je tisto, kar bi vi v današnjem dnevu označil kot najbolj tipično za naš čas? Ja, to, kako sem prišel sem, bi označil za najbolj tipično. Živimo v času izgubljene zbranosti in pozornosti. In kar se mi je zgodilo danes zjutraj, je zelo tipično. Bom po pravici povedal, prav? Midva sva bila za snemanje podcasta dogovorjena jutri. Poklicali ste me pred približno 1 uro. Ne, še niti 1 ura ni bila, 3/4 ure. 40 minut nazaj. Pred 40 minutami. Kje ste? Kje sem, ne? In jaz sem vedel, da sem v postelji z računalnikom v naročju in sem želel oddati neko poročilo. In potem dobim ta klic, da sva dogovorjena. Najprej sem vprašal, kdo sploh ste, ker sem se pač iskreno povem, pozabil, da sva dogovorjena, ampak nisem pozabil, da sva dogovorjena tako v današnjem tednu, pozabil sem, Da sva danes. da sva danes, Sploh ker nisva nisva bila, ne. In potem sem hitro vstal, si oblekel srajco, nisem se obril, tako da upam, da se na kameri tega ne vidi, in poskušal poskrbeti, kolikor se da za videz, sedel v taksi, se pripeljal sem na snemanje. In jaz mislim, da je to prav opis današnjega časa. Bezljamo, zelo na kratko povedano. Bezljamo iz dneva v dan, ne vzamemo si trenutka zase in trenutka za to, da se res posvetimo tistemu, kar je bistveno. In to bistveno sem naštel na začetku. Žena, otroci, knjige. Zato, za vse to, pa za prijatelje, pa za delo, moraš biti pa zbran. Delati moraš poglobljeno. Zato, ker imamo pa toliko motilcev. Pa ne zdaj, da ste vi nek motilec, to ne me narobe razumeti. Se nisem čutila nagovorjena, Ja, hvala. ampak v tem smislu, da nas kar naprej opominjajo naprave, kaj vse smo zamudili, kaj bi še lahko naredili, kam moramo iti, kje moramo biti. Ko vklopiš računalnik, se ti že vklopijo alarmi, na kateri sestanek se moraš pridružiti. Včasih imaš 2 paralelno in moraš sodelovati mogoče na enem sestanku. Tudi to se mi je že zgodilo, da sem imel sestanek v živo, spotoma pa sestanek po Zoomu in si na 2 mestih naenkrat in dejansko nikjer. Jaz mislim, da je to problem, da smo se na nek način razsrediščili, raztreščili smo svojo pozornost. In kako se bomo sestavili, to je velik izziv za prihodnost. A se moramo sestaviti? Oziroma, a je takšno nadaljevanje tega bezljanja vzdržno na dolgi rok? Za nas, v našem življenju, za naše otroke? Ja, zame ni, že vesel sem, da sem si 2 enaki nogavici obul. In jaz mislim, da ni. In jaz iskreno upam, da nam bodo vse te tehnološke novotarije, ki jih izumljamo, pomagale delati bolje, delati bolj učinkovito, tudi delati manj. Da se lahko res posvetimo spet tistemu, kar je pomembno. Prijateljem, sorodnikom,
tudi delu, konec koncev, res tistemu poglobljenemu delu. Neka odlična knjiga je Cal Newport, jo je napisal, priporočam v branje, z naslovom Deep Work, globoko delo. Tega nam manjka. Ampak kako delati globoko? Ko delaš globoko, priporoča Newport, se zaklenite v svojo pisarno, obeste si na kljuko na zunanji strani Ne moti. obešanko, na kateri piše ne moti, dajte si na glavo slušalke, da vas nihče ne moti niti s trkanjem, ker če ne vidi slučajno tiste obešanke, izključite si vse opomnike na računalniku, tiste, ki vas opozarjajo, da imate sestanke, pa da ste dobili novo obvestilo po Facebooku, pa po LinkedInu, in takrat v 2-3 urah se res posvetite delu. Se vsak ve, kaj je res pomembno. Ve, kaj je tista najpomembnejša stvar, ki jo je treba narediti danes, in to delajte. Potem, po 2-3 urah pa odgovarjate na elektronsko pošto, počnite vse ostalo, družite se z sodelavci. Ampak ta blok teh 2-3 ur dejansko potrebujemo. In jaz si tudi, pač s sabo imam beležnico, vi imate tale Remarkable, ki ga ima tudi moja žena. Produkt, ki vas tudi ne moti, ne, se imate verjetno tudi za to tablico, ki ni Točno. povezana z internetom, Tako je. ampak je namenjena temu, da si vanjo kaj zapišete. No, jaz sem šel zanimivo od digitalnih opomnikov na telefonu k povsem analognemu zapisovanju svojih opravkov, in to počnem že od leta 2017. Imam beležnico, v katero si potem vsako leto zapišem, kaj je pomembno in čemu se velja posvetiti. Obnovi kopalnico, tule pišem, to smo res naredili letos. Ampak napišem si pa tudi neko vodilo za začetek leta, na katerem piše: letos odpri okna in vrata in stopi na prosto. Nehal sem si zadajati tiste novoletne zaobljube, nekaj let sem jih imel celo zapisane, koliko kilogramov na koncu leta, koliko objav na koncu leta. In pa sem ugotovil, da lažje prenašam naokrog par kilogramov več, kot pa težo neizpolnjenih obljub. In sem rekel, pustimo te zaobljube, ker se mi zdi, da si zadamo preveč. Dajte mi povedati, ampak kaj pa je resničen motiv, denimo danes zjutraj, da ste kljub temu, da sem v resnici jaz naredila napako in vas poklicala en dan prej, preden sva bila dogovorjena, vseeno v trenutku prilagodil plane, prišel sem in v bistvu se podvrgel kar eni določeni meri stresa. Je to strah pred zamujanjem nečesa? Je to pleasing others? Je to kaj drugega? Dobro vprašanje. Saj lahko bi vam rekel ne. Lahko bi mi rekli ne. In jaz bi to razumela. Ampak Um, vi tega v resnici morda niste vedeli. Ne, jaz sem mislil, da sem pač jaz Da ste naredil vi napako naredili in tudi čutim odgovornost do odgovornost. tega, kar sem obljubil. Skušam se res držati tega, kar sem obljubil. Najmanjkrat se držim tiste obljube, ki jo dam samemu sebi, s tem imam problem. Recimo, bom, ne vem, hodil na party aerobiko, hodim, ne. Toliko in tolikokrat mesečno. Bom, ne vem, pisal toliko in toliko časa dnevno. Mislim, to obljubo, ki jo ne dam nekomu drugemu, prej prekršim, kot pa nekaj, kar sem vam obljubil, no. Ker vem, da ste se pripravili ste studio, jaz bi moral se materializirati tule in pač Razumem. nisem niti vedel pravzaprav, kaj se dogaja. Gre pa na neki način za neki pogojni refleks pravzaprav. Ko veš, da si nekaj obljubil, nekdo te pokliče, potem moraš situacijo hitro urediti. Tako da Hvala lepa za to hitrost, res ste bili izredno hitri. Tako, če ste na splošno v življenju toliko učinkoviti, kot ste se danes zjutraj izkazali, potem tudi razumem, zakaj ste uspešni pri tem, kar počnete. no, ampak ni treba biti pri vsem hiter. Jaz mislim, da si moramo za nekatere stvari vzeti čas. Za druženje, za ljubezen, za knjige. In si tudi, samo to še povem, tudi zapisati ta čas vnaprej. Recimo, to se bo zdaj slišalo res precej neromantično, ampak jaz si v to beležnico zapisujem zmenke s svojo ženo, ker sem rekel, da mi je to pač prioriteta v življenju. Ker se mi zdi prav, da ne vem, kam greva, se vnaprej dogovoriva, kdaj, kam.
Ker če si tega ne zapišem, in to je pa res sveto. Tu pač tudi, če bi vi klicali zaradi podcasta, vam se ne bi odpovedal temu, ker se mi zdi to prepomembno. Ker zelo pogosto se temu, kar je najpomembnejše, odpovemo, zato da nekomu drugemu ustrežemo. To je problem. Lahko podate kakšen razlog ali pa kakšne raziskave, zakaj je temu tako? To je dejstvo, ki ga res opažam tudi jaz. Zakaj so tisti, ki so najbližje pa najpomembnejši, prvi, ki izvisijo, ko nastane neka, pa niti ne nujna situacija, ampak ko izbiramo med opcijo 1 in opcijo 2? Ne vem, mislim, za raziskave, ki bi to podprle, ne vem, bral sem sicer o tem v številnih knjigah, kako hitro zvisijo tisti, za katere pravimo, za naše otroke, da so naš sonček, pa naš največji zaklad, potem jih pa hitro odmislimo, in za partnerje, pa prijatelje, za katere si je treba čas vzeti, pa si ga ne vzamemo, zato ker moramo delati, ker je treba opraviti tisto, kar si obljubil. Mogoče je v tem problem, ne? Ker prijateljem v službi recimo obljubite, naredili bomo to pa to, prijatelju pa ne obljubite tega. Otrokom pa obljubljamo. In potem Otrokom, rečemo, oprosti, saj vem, da sem obljubila, ampak danes pa ne. ne, to pa jaz res redko naredim. Res redko, ker potem me pa otroci privijejo, ker oni pa točno vejo, obljubil si, in to jaz še leta poslušam, leta zatem, obljubil si in nisi tega naredil. In jaz mislim, da tu pri obljubah, takih obljubah, ženi, otrokom, prijateljem, se je treba pa obljube držati. Tu se pa res treba držati. Se mi zdi, da prevečkrat zvisijo oni, in tudi, če se kaj v službi ne zgodi, mislim, a se bo svet podrl zaradi tega? Realno. Ampak doma se pa bo. Doma se pa skrha zaupanje v ta najbolj pomembna razmerja. In s prijatelji podobno. Zakaj prijatelji vedno potem zvisijo, pa jih pustimo čakati, pa jih kličemo 2 uri prej, jaz danes ne morem, veš, moram nujno nekaj narediti. Jaz mislim, da teh obljub se moramo pa res držati, no, tako da tam ne bi če bi bilo to v igri, verjetno me ne bi bilo tule, kaj takega, tovrsten dogodek. Okej, a lahko kakšen zelo praktičen nasvet, ker jaz mislim, da se lahko vsi poistovetimo s tem, kar ste zdajle rekli. Ali se lahko? Definitivno. Kako naj to naredimo? Kajti to reči in zven, kako se to sliši, je nekaj. Potem, ko pa pride dan za dnem, za dnem, za dnem, in ko vidiš, da moraš, Ja. si želiš vse svoje opravke spraviti v eno omejeno kvoto ur, ki so ti na voljo, pa vidiš, da je to lažje reči kot narediti. Kako? A lahko kakšen trik, a lahko kakšen nasvet? Ja, res si zapišite, bodisi v digitalni koledar, bodisi v analognega, vzemite svinčnik, napišite si, kdaj ste z nekom zmenjeni, tudi če ste zmenjeni s svojim otrokom, zlagala bova Lego kocke od do, vzemite si čas takrat. Res. In to naj bo sveti čas, to naj bo globoko druženje, ne globoko delo. Vzemite si takrat res čas za otroka. Zato ker kaj se nam sicer dogaja? Recimo zlagamo Lego kocke, zraven imamo pa še telefon in smo dejansko nekje drugje. Ko nam zazvoni telefon ali pa ko dobimo potisno obvestilo, ping, gre naša pozornost sem od tistega pomembnega dela in dejavnosti s svojim otrokom, ko zlagamo tam, ne vem, nek gasilski kombi, recimo, in potem rečeš, samo da odgovorim tule, in začnete odgovarjati na neko službeno ali pa neko razmeroma nepomembno sporočilo, po LinkedInu recimo, in pogledate potem otroka, njega že ni več tam. Izgubili ste ta trenutek. In jaz mislim, da res prepogosto izgubljamo te izjemno pomembne trenutke z našimi bližnjimi. Tako kot, mislim, meni je to res zaskrbljujoče, saj sem že dostikrat tudi javno izpostavil ta res nenavaden podatek, da 10% nas pogleduje na telefone med spolnimi odnosi odraslih in 20% tistih med 18 in 34 letom. Torej, res nismo prisotni v nekem dejanju, ki je res pomembno.
Pa ne zgolj zaradi reprodukcije, pa tudi ne zgolj zaradi rekreacije, ampak zaradi vzpostavljanja stikov z nekom, ki ga imaš rad. In takrat nismo prisotni. Ves čas nam pozornost bega nekam drugam. In živimo, tega se moramo zavedati, za začetek, v času ekonomije pozornosti. Kdor dobi našo pozornost, dobi naše podatke in dobi nas, naš bit, naše bistvo, gre pa nekam drugam. In za našo pozornost pa tekmujejo tako naprave, razne pametne naprave, ki jih imamo doma, od pametnih telefonov, pametnih hladilnikov, pametnih pralnih strojev, pomivalnih strojev. Meni zdaj tudi imamo nek bolj pameten pomivalni stroj in mi pošlje potisno sporočilo, ko je oprav. Mislim, če je res pameten, ne zloži, ne bo tiho, zloži posodo, ne mi da mir. Res potrebujemo mir, odklop, da se posvetimo bistvenemu. Zato, kar priporočam, da sva šla sicer bolj v te romantične teme in ljubezenske teme, ampak tudi med branjem se moramo nujno odklopiti, da lahko poglobljeno beremo. Zato, ker če se ne padeš noter. Se ne vem, če to tudi vi opažate, ampak jaz vse težje berem. Pa sem velik ljubitelj branja, res rad berem, tudi napisal sem par knjig, pa imam vse več težav z zbranostjo, da bi bral. In to je pomemben čas. Napišite si v beležnico tudi čas, ko se družite s knjigo. Ker branje je, mislim, da najpomembnejša človekova vrlina. Ljudje, ki več berejo, ne samo, da so bolj izobraženi, ampak znajo misliti s svojo glavo in so tudi bolj sočutni ljudje. Zato, ker ko berete roman, takrat padete dejansko v neko tujo zgodbo, v tuje življenje, si znate lažje predstavljati drugega človeka. Tudi za odvetnike verjamem, da To pomembno. potrebujete ta znanja, da razumeš nekoga, da razumeš zgodbo nekega drugega človeka. Tako da te vrline ne smemo dati. Res. Meni je to, kar govorite, zelo blizu. Jaz sem tudi človek seznamov in to analognih seznamov. Se pa zadnje čase sprašujem, da ta past produktivnosti me je pa tudi začela počasi loviti. Torej, kako bom jaz vedela, da čez 5 dni, ko imam tako kot vsak večer na svojemu seznamu branje od 9 do pol 11 zvečer, ne bom tako zelo utrujena, da bi se rajši zleknila in zaspala. Ja, pa veste, to se meni isto dogaja. Ne si dati od 9 do pol 11 zvečer, dajte si od 9 do pol 11 zjutraj. Se vem, da morate biti v službi. Mogoče lahko kasneje pridete v službo, si predstavljam. Branje je res pomembno. Kaj pa druge stvari? Mislim, in tisti najuspešnejši ljudje, mislim, da tudi Warren Buffett, če merimo uspešnost po količini Prebranih bogastva, ampak se to, mislim, da ne bi smelo biti edino merilo uspešnosti. Ampak vem, da Warren Buffett ima zelo poredko napisan svoj dnevni seznam in si pušča v njem veliko prostora. Zakaj? Ne samo za branje, mogoče si tudi to zapiše, ampak zato, ker potrebujemo tudi čas, da razmislimo o tem, kaj smo prebrali, da predelamo dan, recimo, ko se nam dogaja preveč. Mislim, če ves čas bezljaš, se nimaš časa niti predelati tega, kar se ti dogaja. Tako da mogoče bo za obljuba za naslednje leto, ker je še nimam napisane, in niti izbrane, nekaj v zvezi s tem, da je treba manj bezlati, več brati. Biti bolj zbran. V zvezi s tem, zdaj sva v bistvu že nekajkrat se tega dotaknila, ampak na različnih področjih bezljanje, ni nam dolgčas, nimamo možnosti, da razmišljamo o tem, kaj smo prebrali, kaj se nam je zgodilo, konec koncev, kakšne občutke smo doživljali. Kako to vse skupaj vpliva na otroke? Oziroma, kako v takšnem svetu vzgajati otroke, ki se bodo razvili v neke odgovorne, kvalitetne, srečne, odrasle ljudi? Mislim, sam sem starš 3 otrok, tako da lahko nekaj iz lastne prakse povem. Stari so ta hip po zadnjem štetju 18, 14 in 12 let, ker se to ves čas spreminja, v tem je problem. Vsak dan. Vsak dan so malce starejši in ko pogledaš nazaj retrospektivno,
ti je vedno žal za tiste trenutke, ki jih nisi preživel s svojim otrokom, ko si nisi vzel čas za njega. In res je, otroci odraščajo v navidezno zelo varnem svetu, ki pa zna se spreobrniti v čisto nasprotje. Zelo veliko so pred zasloni, tako kot mi, in smo jim slab zgled dejansko. In to, da je otrok pred zaslonom v svoji sobi, to ni varno. Varno okolje za otroka je v družbi vrstnikov in da je nekje zunaj, da odkriva svet, da si upa prestopiti mejo. Najslabše, kar naredimo za njegovo varnost, je, da ga imamo doma v sobi pred zaslonom. Prvič zato, ker prihaja do njega vsebine, ki so res neprimerne pogosto za tako starost, in pa drugič zaradi tega, ker se more podati v ta navidezno nevarni svet, prestopiti prag, si širiti meje, iti malce dlje. Ja, zakaj? Da odraste v samostojnega, odgovornega, zaupanja vrednega človeka. In jaz mislim, da moramo spet bolj zaupati svojim otrokom, da znajo priti do šole, recimo. Naši imajo to srečo, da je šola 10 metrov stran, tako da vem, da znajo priti do šole, ampak tudi tja jih ne pustimo dejansko, tudi zaradi pravilnikov, ki obstajajo, o tem, da je treba otroka do neke starosti spremljati v šolo, potem mu damo pa napravo, s katero ga spremljamo, torej pametni telefon. In jaz mislim, da jim moramo dati svojim potomcem več zaupanja in jim zaupati. Zato, ker jaz mislim, da je prav zaupanje izhodišče družbe, izhodišče sodelovanja. Brez zaupanja tega ni. In to je zanimiv paradoks sodelovanja, če temelji na zaupanju. Zaupati moramo ljudem brezpogojno, kar je verjetno zanimivo tudi z vidika odvetnice, ampak večina ljudi je vrednih zaupanja. Večina ljudi se ne laže in večina ljudi je dobrih na tem svetu. To je res nenavaden paradoks. Če pa gledamo na svet pretežno čez zaslone, je pa videti, kot da je vse narobe. Kot da so vsi hudobni, vsi kriminalci. Če zdajle pogledava katerikoli novičarski portal, boste videli, da so tam slabe novice na vrhu. Vojna, kriminal, škandali, vse je slabo. Videti je, kot da svet razpada. Dejansko smo ljudje dobri. In jaz mislim, da se moramo, in zaupanja vredni, in jaz mislim, da se moramo tega pogosteje zavedati. Kako dobri smo drug do drugega. Koliko neznanec vam pomaga, saj sami veste. Definitivno. Tudi jaz svoje otroke učim. Čisto kakršnikoli stiski do prvega odraslega človeka prideti in povedati, da rabiš to in to in to. Ker je po statistikah ta človek skoraj zagotovo zaupanja vreden in vam bo pomagal. In jaz si želim, upam, da me ne bojo zdaj lovili s CSD-ja zaradi tega, ampak želim si več mladoletnih otrok na cestah, pa ne na sredi ceste, na sredi avtoceste, ampak na ulicah, da hodijo okrog, da raziskujejo svojo okolico, da grejo, ne vem, v kino sami. Saj sem tudi šel, ko sem bil 10 let star, sem šel gledat, se spomnim, ameriškega ninjo. Michael Dudikoff je igral, je bil glavni igralec, oziroma Jaz tudi. junak. A ste gledali ameriškega ninjo? Ne, jaz sem pa Titanik šla gledat. Koliko ste bili stari? Jaz mislim, sem računala do okrog 12 ali pa 13 let. In No, sem pa danes bi bilo to že čudno, ne? Ja. Da 12-letnik tava po mestu. Jaz sem bil takrat star 10 let v Celju, tam sredi 80-ih let. Zdaj si jo predstavljate, 10-letnika, ki gre iz enega konca Celja v drug konec Celja in gre sam v kino, kupi karto, nihče me ni nič vprašal. Normalno je bilo, da si šel gledati tak film. Takrat niso niti se spraševali, je primeren za otroke. Sej, mislim, da za 10-letnika je bil. Tako, film tipa Mission Impossible, recimo, zakaj pa ne. In ne samo to. Zmanjkalo je kart na prvi projekciji in sem šel peš domov, približno 3 kilometre, in potem še enkrat peš v mesto. In potem spet peš domov. Tako da je bil to celodnevni projekt in sem bil neizmerno zadovoljen na koncu. Sam sem to naredil. Prav res spomnim se tega. In meni je bilo to pomembno, meni se je zdelo to delo odraščanja. Še bolje je bilo pa seveda, ko smo šli s prijatelji v kino. Večinoma smo šli skupaj z drugimi. Saj v zvezi s tem, kaj, če je
ta gesta, da porinemo otroku v roke pametni telefon, rezultat te instant družbe, v kateri živimo. Jaz se zalotim, da je moj problem, da želim vse takoj. Ko smo bili majhni, smo pri zdravniku čakali po 3-4 ure, da smo prišli na vrsto. Jaz danes, če čakam več kot 15 minut, sem neizmerno nezadovoljna. Vse danes ustvarimo potrebo, čez 2 dni je izpolnjena, pa še veliko sem rekla, po možnosti bi bila lahko izpolnjena danes popoldne. Vse je na dosegu roke, vse je lahko dobavljivo, vse je tukaj takoj. Tudi nismo pripravljeni, da nas skrbi za otroka 10 minut. Mi moramo v vsakem trenutku vedeti, kje je. Tista živčnost ali pa nesigurnost, da ne vemo, že 5 minut se zdi cela večnost dandanes. Kaj, če je to razlog, zakaj porinemo telefon v roke otrokom, da je v bistvu to naša instant družba, kjer mi želimo takoj vedeti vse? Zelo dobro vprašanje, res. In česa nam manjka, to je tudi ena temeljna vrednota, ki jo moramo znova vzpostaviti, če želimo biti boljša družba, je potrpljenje. Za prijatelje si je treba čas vzeti in znati tudi malo potrpeti, ne, je rekel Andrej Šifrer. In jaz mislim, da je prav to potrpljenje nekaj, česar nam neizmerno manjka. Tudi jaz sem se navadil potrpljenja prav pri zdravnikih, ki ste jih prej omenili v čakalnici. Namreč hudo sem zbolel, ko sem bil star 6 let, dobil sem vnetje srčne mišice, endokarditis, in zaradi tega sem bil zelo veliko pri zdravnikih. Tudi 17 let dobival antibiotike, tako da sem bil res veliko v čakalnicah. Ampak se mi je zdelo to normalno. Počakal sem 1, 2, včasih 3. Vmes ste brali knjige, Vmes predvidevam. sem bral knjige, pa tudi če nisem bral, tudi če nisem imel s sabo knjige, sem pa opazoval ljudi. A pa razmišljal. In sem se navadil tudi biti sam s sabo. In jaz mislim, da moramo se tudi namenoma zopet postaviti v tako pozicijo, tudi svojim otrokom omogočiti nekaj potrpljenja in jim dati tisto, kar smo jim odvzeli. Kako? Dolgčas smo jim odvzeli. Kako? Je tako, da smo jim dali zaslone v roke ali pa smo jih dali pred računalnike, tam jim res ni dolgčas. Saj tudi vam čakate na avtobusni postaji, pa na hitro, pa meni, ne, da ne vas tu potunku nekam, na hitro pogledam na telefon in pač pogledam, kaj se dogaja, tako da mi čas Mine mine. 15 minut, Ja, pa sploh ne veš, in to kdaj. vsi počnemo, ne. In jaz mislim, da otroci nujno rabijo dolgčas. Zato, ker je to kreativen čas, ker se nam takrat v glavi začnejo razvijati nove ideje. Odrasli pa ravno tako. Torej, fino je, če nam je kdaj malo dolgčas, nepotrpežljivi pa smo v takih trenutkih, ker vemo, da je pri roki nekaj, kar nas lahko instantno poteši. Zdaj, lahko bi potegnili eno črtico koke, tega jaz ne počnem, ampak in tudi nikoli nisem. To zdaj prvič javno razkrijem in tudi verjetno nikoli ne bom. Imam pa s sabo pripomoček, ki deluje podobno. Ne? Pač dobimo neko instantno potešenje, izjemno hitro, in nas zadovolji te informacije. Ne? Dobimo tisti dopaminski šok, ki nas poteši in gremo dalje. In zato več kot 100-krat na dan pogledamo na telefone, kaj je na drugi strani. Gre prav za to, za zasvojenost. In ko imamo ves čas to pri roki, nimamo časa za odklop, za dolgčas, za globok premislek o tem, kaj je res pomembno, kaj si želimo. Ker v tistih trenutkih tega pozitivnega, produktivnega dolgčasa nastajajo nove, inovativne ideje. In tudi zato ne priporočam, da si do konca zatrpamo vse te časovnice v beležnici, temveč si vmes vzamemo nekaj časa za oddih, za premislek. Ker živimo v zelo nestrpnem svetu. In v svetu, kjer je veliko trpljenja in veliko nestrpnosti. Zelo težko potrpimo v zelo običajnih situacijah. Na roditeljskih sestankih, recimo. Ne vem, koliko so stari vaši otroci. 6 pa 9. No, verjetno ste bili tudi na kakem roditeljskem sestanku in na koncu
tega sestanka potem starši sprašujejo še marsikaj, takrat se nam začnejo potem rolati oči kot tem napravam, slot machines oziroma igralnim napravam, ne, ker zavijamo Ampak a lučnik. veste zakaj? Zato, zaradi- ker imam v svoji beležnici zapisano roditeljski sestanek, ki se začne ob 17. in jaz si moram dati časovno okno in si zapišem do 18. In v trenutku, ko je ura 18:00 in ko začnejo starši spraševati, sem jaz zamudila naslednji svoj timeslot in jaz imam težavo s tem, da si nisem vzela dovolj časa. Če bi si jaz napisala roditeljski sestanek od 17. do 19., bi bila jaz lahko mirna do 19. Torej sva oba malce preoptimistična, kdaj se tovrstni sestanki končajo. In dajmo si malo več časa vzeti za to, pa ne samo zato seveda, da je konec sestanka pravočasno, ampak mogoče tudi zato, da si vzamemo še malce več časa namenoma, da lahko v miru pokramljamo z drugimi starši, ker takrat zveste pa res zanimive stvari potem po koncu sestanka. Se malce podružimo, tega nam manjka, ne, tega dodatnega časa, ki si ga je verjetno prav dati po sestankih. Ne pa, da imamo že ob 6. potem naslednjega in moramo nujno odbezljati nekam drugam, na drugi konec mesta. Tako da tudi tu si moramo verjetno privoščiti malce bonusa. Kako lahko našim otrokom vrnemo dolg čas? Ja, jaz sem jim se spomniva oba to situacijo, čas pandemije covida, takrat smo jih imeli priklopljene na zaslone. Vi še ne, jaz pa že. Jaz še hvala Bogu ne, Ja, sta bili še v moji vrtcu. so se pa vsi šolali na daljavo, ne. In potem so tudi, vključno z mano, vsi smo padli globoko v zaslone, in ko je bila pandemija preklicana leta 2022, niso šli ven, saj so imeli že vse na računalnikih, ne. Pa ne samo e-učenja, ampak Fortnite, Roblox, Minecraft in druge igre, zaradi katerih niso šli več ven. In potem sva, pazite, morala z ženo kupiti program, da jih je odklapljal od zaslonov, po uri pa pol, ne, kakor smo jim dodelili zaslonskega časa, tudi v pogajanjih z njimi. To vam bo tudi z vidika, ne vem, koliko je z odvetniškega vidika taka pogodba pomembna, da ne bom jo javno pokazal, ampak vam jo bom, ne. Gre za pogodbo z otrokom o tem, koliko naj ima zaslonskega časa. Pač pokazal je ne bom, zato ker gre za osebne podatke, ampak je pa tak kužek gor narisan. In En od otrok se je strinjal z zaslonskim časom. ga je on predlagal. Vprašal sem ga, koliko časa, in je rekel toliko. No, zato ker sem ugotovil, da ta pogodba bolje deluje kot pa digitalni nadzor. Ker spet gre za nadzor in ne zaupanje. Kaj se je zgodilo potem, ne? Potem po uri pa pol so se zasloni ugasnili, domnevno, dejansko se pa niso, ker so otroci zhekali ta sistem. In potem pridem nek večer, ko mi je žena rekla prej: "A misliš, da so res odklopljeni otroci?" Sem rekel: "Ja, saj piše, glej, vidiš." Potem sem se pritihotapil do njihove sobe, primem za kljuko, ne, odprem, vsi trije na računalnikih. Pa sem rekel: "Kaj pa je zdaj to?" Pa je rekel ta srednji po starosti, ko najbolj digitalno vešč, ko je še tipko, rekel: "Ati, zhekali smo te." Jaz rekel: "Ja, to pa ne gre." In potem sem jim pobral računalnike, jih dal v omaro, sem rekel: "Jutri greste ven." In so šli. In potem sem jih opazoval čez okno, ker živimo zraven šole, so bili na šolskem igrišču. In sem videl, najprej so malo gledali naokrog, potem so pa že, so vzeli neke palice, pa saj veste, tako kot je treba dalje, ne. In jaz mislim, da jim moramo take trenutke omogočiti. Ker ko so prišli nazaj, sem jih vprašal: "Ste v redu? Mislim, vse okej z vami? Imate kako tresavico ali kaj podobnega?" "Ne, zdaj se zunaj igramo." Še boljša ločljivost je zunaj kot na zaslonu. Pri kateri starosti po vaši strokovni presoji je okej, da damo otroku v roke pameten telefon? Zdaj, okej je takrat, ko je človek dovolj zrel, in tudi ni okej ga mogoče dati vsem odraslim, mimogrede. Jonathan Haidt v knjigi Tesnobna generacija, ki jo res priporočam v branje, priporoča, naj bo ta meja 14 let, če je seveda otrok dovolj zrel za to. In 16 let za omrežja.
kar bi morala biti tudi, kar bo z vidika vašega poklica zanimivo, neka jasno opredeljena zakonska meja. Zdaj mladi dobijo v roke telefone prezgodaj, vzgojiteljice mi pravijo, da jih v vrtec prinesejo s sabo. In to je vsekakor prezgodaj za mladega človeka. Sploh, če se mu odprejo na stežaj vse informacije tega sveta, od Gaze, Ukrajine, pornografije, vse to lahko vidi, pogleda in seveda bo šel to pogledat. Kaj ste pa mislili? Saj verjetno bi jaz tudi, ko sem bil tukaj star, bi me zanimale take stvari, kaj se dogaja po svetu. In mislim, da jim lahko nekaj tega prihranimo za kasneje v življenju. Kaj pa je večja past? To, da jim zaradi njihove varnosti in zaradi prepričanja, da jim delamo dobro, ne damo v roke telefonov, ali to, da so v svoji generaciji zaradi tega izobčeni, ker vsi ostali telefone imajo. In potem ti si nekaj posebenega, to je tako, kot ko so bili pri nas določeni otroci, ki so bili pač čudni. Danes so otroci, ki starši doma furajo brez zaslonske družine, so čudni. Kaj je za otroka hujše? Da se sooči s tem, da je malo na nek način izobčen, čuden, ali to, da dobi, tako kot vsi ostali, telefon v roke in ima posledice, niti še ne vemo, kakšne bodo. Jaz mislim, da je bil to čuden eksperiment zadnjih 20 let, kar smo naredili. Dali vsem mladim telefone v roke, kakšna je posledica, tudi to opisuje Jonathan Haidt v omenjeni knjigi. Ekstremen porast anksioznosti, tesnobnosti, bolj med dekleti kot med fanti, depresije skokovito naraščajo, samopoškodovanje skokovito narašča in poskusi samomorov. Mislim, to je čudno, kar smo mi naredili svojim otrokom. Zakaj? Zaradi želje po varnosti. Pa ne, da bi bili nujno oni bolj na varnem, ampak da se mi počutimo bolje. Ob tem, ko imamo ves čas mladega človeka, našega otroka, na najdaljši popkovini, digitalni popkovini. In je ne znamo prerezati. Jaz mislim, da je to čudno. Tudi mene kot starša skrbi kot psa včasih. Ne vem, če pse skrbi, ampak res me skrbi. Lepo povedano, razumemo. No, ampak res me skrbi, zelo, zelo me skrbi, ko ne vem, kje je moj otrok. Najmlajši, ki je zdaj star 12 let. In je tudi kdaj odtava, pa se zaigra s prijatelji, pa pride prepozno domov in potem nimam pojma, kje je. Ampak, a mu zaupam ali ne? A zaupam družbi, v kateri živi? Da so tam pretežno dobri ljudje. Ne vem, če imate vi kakšne statistike v zvezi s tem, ampak še kar velja neka fama, da se vozi naokrog črn kombi, ki pobira otroke. A se je kdaj to zgodilo? Po vaši pravni praksi? Po mojih informacijah ne. Ne. Pač to se ne dogaja. In mi smo pa prepričani, da se povsod, po vseh mestih vozi naokrog kombi, ki pobira otroke. Jaz mislim, dosti teh otrok bi nazaj pripeljal potem, že zvečer mogoče. Ampak in zaradi takih strahov imamo otroke ves čas priključene in jim delamo tudi neizmerno škodo. Ker jim ne zaupamo. In oni ne znajo obvladovati lastnega okolja. Prek naprav jim lahko nastavimo digitalnega električnega pastirja. 300 metrov okrog doma, 500 metrov okrog doma, kakor se vam zdi varna cona. In ko to cono prekorači, dobite vi potisno obvestilo in ga takoj pokličete. No, ampak kaj sem hotel reči? Kaj je rešitev? Narediti obrat k temu, da bodo mladi vedeli, če niso nenehno nadzorovani, jim starši zaupajo in tisti v razredu, ki nimajo telefona, so večji, včasih smo rekli šefi, carji, da se reče sigma bojda, ne, da si. In tudi našega otroka je bilo zelo težko prepričati, najmlajšega, ne, ker pač sem mu rekel, do 14 leta ne boš imel pametnega telefona, pika. Imaš doma računalnik, ima tablico, telefon je pa problem, ker ga ves čas nosiš s sabo. Jaz te ne želim imeti ves čas pod nadzorom, jaz ti zaupam in si dovolj pameten, da ne rabiš pametnega telefona. Tako sem mu nekaj pridigal, pa me gledal, ni bil ravno prepričan, ne, če je to res, kar ati pripoveduje. Potem se je pa zgodil pomemben trenutek. V šolo so
povabili kot predavatelja, mislim, da kriminalista, ki mi je predaval o digitalnih pasteh in prednostih tehnologij. In potem je vprašal, koliko razredov pa vas ima pametne telefone, in res veliko jih je ponosno dvignilo roko, naš pa še ne, trije pa ne. Kaj pa je s tabo, je rekel. Ja, meni je ati rekel, da sem dovolj pameten, pa ne rabim pametnega telefona. Bravo, vidiš, čestitke, ti si pa res pameten. Pa še dvignil roko, pa rekel, ja, pa ati ima zdaj kampanjo odklopi.net za omejitev uporabe telefonov v šolah, tako da lahko podpišete. Rekel, bravo, no pa še atija pozdrav, ne. In pa pride naš ta mali domov, ne, čist ponosen, 10 centimetrov višji se mi je zdel. Ker zdaj je on glavni, ker nima telefona. In jaz mislim, da jim moramo to dati občutek, da ker nečesa nimajo, imajo bistveno več, imajo to, čemur se reče svoboda. In jaz mislim, da jim moramo to dati, mir, svobodo, ne pa nenehen nadzor. Ker, mislim, kako bi se vi počutili? Pa saj to je ja, kot da ste, ne vem, kot da imate tisto reč okrog noge, ko imajo zaporniki, ki morajo biti ves čas doma. Kako bi se počutili? Bi se počutili svobodni? Ampak tukaj jaz imam vprašanje, ali smo odrasli danes, prej ste že tudi sami to omenili, sploh dovolj kompetentni, glede na to, da smo sami odvisni od tega, glede na to, da smo sami ujeti, glede na to, da je to naša realnost in to je okolje, v katerem se mi počutimo doma. A smo mi sploh sposobni današnjim otrokom dati drugačno življenje? Ja, seveda smo. Mislim, nisem optimist, nisem pesimist, ker oboje sta neki različici fatalizma, sem pa realist. In jaz realno mislim, da lahko s tehnologijami še vedno postanemo boljša družba. Ampak ne, da jih uvajamo v svoja življenja na pamet, ampak po pameti. Ker sicer je tudi zelo podobno je z rešitvami, ki delujejo na podlagi umetne inteligence. A bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši? To je eno ključnih vprašanj sedanjega časa. A smo zaradi pametnih telefonov pametnejši? Mislim, ne bi dal tako enoznačnega odgovora, ampak vi ste takoj odkimali. Mogoče. A smo zaradi socialnih omrežij socialnejši? Dajmo se, Raziskave kažejo, da smo veliko bolj osamljeni. ja, očitno. Alone together, kot je rekla Sherry Turkle v naslovu neke knjige. Sami, osamljeni in živimo v času epidemije osamljenosti, kar je totalen paradoks v hiperpovezanem času. Smo bolj povezani kot kadarkoli na daljavo prek zaslonov, a bolj osamljeni kot kadarkoli. Manj se družimo, tudi mladi se družijo bistveno manj. Padli so najstniki iz 160 minut druženja dnevno onkraj šole na 50 minut dnevno v živo. 2,5-krat manj se družijo. To je pa kar bistvena sprememba, a ne? In vse to, kar ste zdaj nanizali, mi smo se včeraj v pisarni pogovarjali, da vas moram vprašati, kaj bi bil vaš nasvet današnjemu ozaveščenemu staršu, ki mu je mar, ki je dovolj inteligenten, da se zaveda pasti, ki jih tehnologije prinašajo, ki ima tudi dovolj volje, da se lahko spremeni, oziroma da je dovolj potrpežljiv, da ve, da vse ne bo prišlo takoj, zdajle, jutri, ampak da to terja določene spremembe. Kaj pri otroku spodbujati oziroma v kaj vlagati? Je to izobraževanje v tujini? Je to potovanja? Je to druženje s sovrstniki? Je to, kot sva rekla, preživljanje časa na prostem? Kaj tretjega? Kaj je tisto, v kar se danes splača vlagati pri otroku, pri otrocih? Zelo preprosto. Poglejte ga. Čim večkrat. Mislim, to je res recept, ki deluje. Poglejte stran od zaslona, poglejte svojega otroka. Prepričali ste ga, da ne rabi telefona, da gre v šolo. Ko pride domov, zagleda vas na kavču s telefonom v roki. In gledate mimo njega, ne pogledate ga, ko je prišel iz šole, ne pozdravite ga, ne objamete ga. Zaslona telefona se dotaknemo 2617-krat dnevno. Kolikokrat se dotaknemo svojih otrok, pa svojih partnerjev, pa ljudi, ki jih imamo radi. In jaz mislim, da ni boljšega zdravila kot to, da se spet pogledamo, se nasmehnemo drug drugemu, se pozdravimo,
si rečemo dobro jutro. Tudi jaz to lekcijo kar naprej ponavljam. Pa vmisi zobe, ne. To je dober začetek, ampak vendarle to verjetno ne bo dovolj, da vzgajamo otroke, ki bodo oboroženi z orodji za preživetje v prihodnosti. Ali pač? Tudi tisti, ki tkejo omrežja, na katerih preživimo ure in ure dnevno, govorim o Facebooku, Instagramu, YouTubu, WhatsAppu, Snapchatu, TikToku, tisti svojim otrokom ne dajo nikakor v roke tovrstnih digitalnih naprav. Sheryl Sandberg, recimo, ena od druga po hierarhiji v Meti, ki razvijajo Facebook in pa Instagram. Avtorica knjige Lean In, ena od mojih zelo ljubih knjig. Careless People, o tej knjigi govorite? Ne, Lean In. Sandberg, Lean In, ni še Ja, prevedena. Lean In. pardon. Ne, ampak Careless People. preberite Careless People, ker boste videli tudi, še malo drugo plat, Sheryl Sandberg, ne samo to, ki jo je sama predstavila, Ja, Lean saj to In. pa vem, to sem pa slišala. In res priporočam v branje, Careless People. In v tej knjigi med drugim pove avtorica, da Sheryl Sandberg svojim otrokom nikakor pač ni dala in ne daje tovrstnih naprav, nikakor jim ne dovoli se priključiti na Instagram ali pa na katerokoli drugo omrežje. In vodilni v Silicijevi dolini, v vseh podjetjih praktično pošiljajo svoje otroke v odklopljene šole, kjer pišejo po tabli s kredo, pišejo v zvezke, družijo se brez digitalnih vmesnikov. Zakaj? Ja, že vejo, zakaj. Mislim, saj oni proizvajajo rešitve, ki nas spreminjajo v bolj tesnobno, manj socialno družbo. Ne bodo tega dali svojim otrokom, saj niso nori, ne. Dajmo se po njih zgledovati. Naj nam bodo tudi oni zgled s tovrstnim načinom delovanja. Ker seveda je pa žal cilj podjetij, da te čim prej zahakljajo, ujamejo v to past, iz katere se res težko izvlečeš. In ko ste me spraševali o tem, kaj narediti, utišite si telefone, dajte si na njih aplikacije. Jaz imam recimo aplikacijo Minimalist Phone, ki mi naredi zaslon telefona bolj dolgočasen. In ni na njem ikonic. Zakaj? Zaradi tega, ker ne želim, da me nekdo ves čas sledi in da me nekdo ves čas nadleguje s potisnjenimi sporočili in da mi ob, ne vem, ikonici za Facebook, da imam še rdeč krogec zraven, v katerem piše, koliko novih obvestil sem dobil. Naložil sem si aplikacijo letos poleti Freedom, tako da imam samo še 2-urno okno čez dan, ko grem lahko na telefonu in na računalniku pogledati, kaj se dogaja na omrežjih. To je od 8 do 9 zjutraj. Ne, 3-urno okno imam, pardon, se opravičujem. Od 8 do 9 zjutraj, od 14:30 do 15:30 in od 21 do 22. Sicer ne morem pogledati na omrežje. In zaenkrat ugotavljam, da nisem zamudil ničesar. Dajva za zaključek odgovoriti še na vprašanje, a bi zamudili karkoli, če ne bi imeli dnevno nikakršnega okna? Če preprosto ne bi hodili gledati na družbena omrežja? Če bi se zbrisal z njih. Zbrisal ne, Saj sem ampak se že, s Twitterja recimo, ki se zdaj imenuje X. To je bilo prav za Martinovo 2022. Ne bom pozabil, bil sem v prelepi belokranjski vasi Drašiči in sem rekel, zdaj pa dosti. Zakaj? Ker sem videl, kaj je to omrežje naredilo meni, kako me je spremenilo, zaznamovalo z načinom govora. Jaz sem postal človek, ki tvita v živo. Jaz sem se začel izražati z 280 znaki. Bolj na kratko, kar je bilo mogoče ženi všeč, ne, da ne govorim toliko, kot imam zdaj priložnost govoriti tule pri vas. To se hecam. ali pa ne. Ali pa ne. Zdaj sem se malo zamislil, ja, se hecam ali ne. In zakaj sem Je bilo dovolj Ja, Twitterja? dovolj je bilo, no, Twitter, ko sem videl, adijo. kaj dela meni, družbi, pač res nas je polarizirali, skregali med sabo. In saj to je cilj tudi teh, ki pletejo omrežja, na čelo deli in vladaj. In vse
te rešitve, ampak vse serijsko so se zadrekale, kot pravi Cory Doctorow v knjigi Enshittification. Pač kako delujejo tovrstne digitalne rešitve. Začnejo se fantastično, Facebook, povezali bomo cel svet, družili se boste spet s prijatelji. Naslednji korak je, ko začnejo delati proti uporabnikom in za podjetja, ki so njihovi naročniki in vam kazati oglase. Tretji korak je, da začnejo delati še proti tem podjetjem in četrti korak je, da se bodisi omrežje, bodisi digitalna rešitev, kakršna je pametni telefon, zadreka, zasirje. In tu smo. Globoko v dreku, v greznici do vratu. In jaz mislim, da je čas, da zlezemo ven, da se spet postavimo zase. Mislim, ne moramo biti zgolj podatniki, torej podaniki tega novega sistema, ki je utemeljen ne samo na ekonomiji pozornosti, ampak tudi ekonomiji čustev, ker tisti, ki dobi vaša čustva, ki vas pritegne, tisti dobi vašo pozornost in tisti, ki dobi vašo pozornost, dobi vaše podatke. Jaz mislim, da na ta sistem ne moramo pristajati. Mislim, da je skrajni čas, Je pa da zlezemo sistem ven. visoko zasvojljiv in to je problem, da je lažje reči in se odločiti, ne želim več, slabo se počutim, potem to narediti je pa mnogo težje, ker je sistem, kot je narejen, zasvojljiv. Prej ste omenjali koko, lahko bi tudi kakšne druge droge, igre na srečo, baje je sistem primerljiv z odvisnostjo od iger na srečo. No, ampak koga je treba omejiti, če želimo sistem izboljšati? Odjemalce ali razpečevalce? In to je naredila Avstralija tudi s tem ukrepom omejitve uporabe omrežij do 16. leta. Ne kaznuje odjemalcev, torej otrok in njihovih staršev, temveč tiste, ki razpečujejo digitalne vsebine. In so seveda zdaj precej jezni, če se bo tak model razširil po svetu. Ampak jaz mislim, da je to model za prihodnost. Jaz mislim, da je glavno socialno omrežje, družbeno omrežje, tisto, ki ga pletemo v živo. To delamo vrsta Homo sapiens izjemno uspešno zadnjih 200-300 tisoč let, zato smo dobra bitja, zato smo super sodelovalci, zato si zaupamo, ker se pogledamo, ker tako jaz vidim, pač vidim vas, da ste v redu, človek. Pač se vidite in veste. Seveda vas tu in tam kdo pretenta, ampak gremo dalje. Če pa gledaš na svet predvsem skozi omrežja, če je prvo, česar se zjutraj dotakneš, zaslon, in velika večina se nas dotakne v prvih 5 minutah po prebujanju zaslona, pa potem na hitro, ko ugasneš budilko, pogledaš še na omrežja, je pa videti, kot da je svetom vse narobe. Da ljudje niso več zaupanja vredni, da nas vsi želijo pretentati, ogoljufati in da bolje, da sploh ne vstanemo, da se zagrnemo čez glavo. Tako da še sreča, da sem danes sploh vstal. Doktor Podjed, najlepša hvala. Želela sem vas vprašati za optimistično misel na koncu, pa ste jo podali sami od sebe. Zelo je dobrodošla. Pridružujem se ji na celi črti. Jaz srčno upam oziroma mislim, da bojo telefoni prepovedani tudi pri nas kmalu, ko se bomo dovolj široko zavedli te nevarnosti. V šolah smo to dosegli. Tudi z to Hvala. akcijo odklopi.net. Res vesel, če govoriva o dosežkih leta, jaz mislim, da bi prav tega rad izpostavil, ker se je Slovenija povezala, razumela problem in tudi Mediana je naredila raziskavo o tej temi in več kot 90% ljudi je podprlo omejitev uporabe pametnih telefonov v zasebni lasti, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. In jaz mislim, da to, da smo spremenili podobo Slovenije v pol leta, ko je državni zbor sprejel s 55 poslanci za in nobenim proti novi zakon o šoli, v katerem je vpisana tudi ta vrstica o omejitvi uporabe telefonov, jaz mislim, da je to izjemen dosežek. Tako da, spremembe... Hvala. Ja, pa hvala vam. Vse smo skupaj to naredili. Dragi moji, drage moje, hvala, da ste bili z nama in se vidimo čez 14 dni. Adijo. Adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.